Pozdravljeni! Danes boste slišali zgodbo Velika kosmata zelena usta, ki jo je napisala Ana Sitar. V pisanem gozdu je bilo vse kot običajno. No, skoraj vse. Si ga že videl? Koga? Je zajec Miha izbuljil oči in začudeno pogledal veverico Urško. Novinca v našem gozdu. Kaj? Se je kdo priselil na novo? Ja, medved Žiga. Medved Žiga? Zveni nenavadno. Tako je. Prav zato se mi zdi, da je ravno pravšnji za naš gozd, je z nasmehom dodala veverica Urška. Kakšen pa je? Je bil radoveden zajec Miha. Velik, kosmat, z velikimi usti. Pred njegovim novim domom je bilo parkirano zeleno kolo. Videti je, da rad kolesari. In slišala sem ga prepevati. Ni izbirčen, poje vse, hitre in počasne. Deluje prijazen. Ko sem šla mimo, je ravno ugriznil v sveže jabolko, se mi nasmehnil in pomahal. Zanimivo, to moram povedati ježu Aljažu. Aljaž si je na bližnjem travniku grel trebušček. Kaj te je prineslo, zajec Miha? Nov stanovalec v našem gozdu. Res? Kdo? Medved Žiga. Zanimivo ime. Že kaj vemo o njem? Kaj je že rekla veverica Urška, se je zajec Miha popraskal po glavi. Aha, to, da ima velika kosmata zelena usta in kolo. Zelena usta ima, je previdno ponovil Aljaž. Ja, tako je rekla Urška, in da rad poje, všeč so mu vse, hitre in počasne. Pa nekaj o prijaznosti je rekla in da je grizel jabolko ali pomarančo, ko je šla mimo, in da je prav smešno pomahal. Hvala, zajec Miha, zdaj pa hitim do žabe Lucije. Zanimale jo bodo sveže novice. Jež Aljaž je hitel, kolikor je mogel. Zadihal in premočen do zadnje bodice je prispel do žabjega doma, na katerem je bilo obvestilo. Ni me doma, pridem zvečer. Če si muha, me počakaj, lačna bom. Jež Aljaž se je ob prebranem glasno zasmejal. Ni mogel čakati z novico. Pograbil je večji drevesni list in z rdečim cvetom napisal. Velika, kosmata usta, Žiga, kolo, veverici odgriznil jabolko, maha z ušesi in meče pomaranče. Pomembno, poje vse, hitre in počasne. Jež Aljaž. Znočilo se je že, ko se je žaba Lucija vrnila domov. Prebrala je obvestilo na svojih vratih. Postalo jo je strah. V našem gozdu je nekdo z velikimi kosmatimi zelenimi usti, ki bi pojedel vse hitre in počasne. Kaj sploh to pomeni? Grozno. To moram povedati sovi Martini. Z velikanskimi poskoki je Lucija prispela do drevesa sove Martine. Lucija, kaj pa ti sredi noči tukaj? Se je začudila sova Martina. Že veš? Kaj pa? To, da imamo novega prebivalca našega gozda, ki ima velika kosmata zelena usta, žaga svoje kolo, jabolka in pomaranče, odgriznil je veverico, ko mu je pomahala, po noči glasno rjove in pojedel bo vse, kar vidi, hitre in počasne. Konec je z nami. Martina se je smejala na vsa usta, nato pa rekla. Govoriš mogoče o velikem, kosmatem, a prijaznem medvedu Žigu, ki rad kolesari in je seboj pripeljal tudi svoje novo zeleno kolo? In tako lepo poje. Všeč mu je vsa glasba, hitra in počasna. Rad ima jabolka. Videla sem, kako se je danes zjutraj nasmehnil in prijazno pozdravil veverico Urško, ko je šla mimo. Oh, mogoče, če govoriva o istem medvedu, se tole zdaj sliši čisto drugače, kot je zvenelo obvestilo ježa Aljaža. Tako je z govoricami, so kot požar. Kako to misliš? Širijo se ravno tako hitro in lahko naredijo toliko ali pa še več škode, je pojasnila sova Martina. Pa zdaj? Najbrž jež Aljaž novice ni povedal samo meni in ne vem, kdo jo je povedal njemu in... Že dobro. Prav bi bilo, da medveda Žiga zares poznamo. Predlagam, da mu zgodaj zjutraj vsi skupaj izrečemo dobrodošlico. In če ima zares velika kosmata zelena usta, je bila žaba Lucija še vedno v skrbeh, potem se pripravi na dolge skoke, je hudomušno odvrnila sova Martina. Hvala za danes in lepo pozdravljeni.